Živijo, kako ti kaj gre? Ja, dobro, da best, ful sem vesela in danes vem, da ti bo šlo od zdaj naprej še boljše, ker bomo pokrivali eno ful dobro temo. Imenuje se CTA, Call to Action. To je tista stvar, ki jo moramo imeti, pa večina ljudi pozabi in potem se čudi, zakaj ni všečkov, zakaj ni komentarjev, zakaj ljudje preprosto ne reagirajo na vsebine. Kaj je CTA? Kaj je Call to Action? Call to action je tisto, s čemer mi spodbudimo naše sledilce na družabnih omrežjih, da torej reagirajo, da se z nami pogovarjajo, da imajo nek reply na dejansko naše objave. A delaš call to action ali pozabiš delati call to action? A sploh veš, kaj je call to action? Call to action je tista stvar, ki jo dejansko res moraš imeti na svojih socialnih omrežjih, da ljudje lahko klikajo. Call to action je na Facebooku dejansko, lahko rečemo, naša spletna stran. Na Instagramu je to edini klikabilen link, ki obstaja na koncu naše biografije, ki, kot vemo, ima samo 150 znakov. A imaš dober call to action na koncu biografije? A sploh imaš call to action? Klikabilen link na koncu biografije? To je lahko naša spletna stran, to je lahko naš freebie. Freebie je lahko karkoli. Nekaj, kar damo človeku gratis, da dobimo njegov e-mail. Tudi s tem mi rastemo in s tem raste naš posel, da mi dobivamo maile od ljudi in da lahko začnemo delati e-mail marketing oziroma vsebinski marketing oziroma preprosto si delamo sami svojo bazo ljudi, sledilcev, da jih lahko kasneje targetiramo, da jim lahko pošljemo kak lep mail, kakšen uporaben mail, kakšno zanimivo informacijo. Če imamo, ne vem, kakšen nov online program, jih obvestimo, kar recimo jaz naredim, ali če imamo kak Facebook video ali YouTube video, karkoli, jih lahko o tem obvestimo. Ali če imamo recimo nov izdelek, ali imamo novo storitev, ali preprosto jim damo kakšno zanimivo informacijo, z njimi vzdržujemo stik in gradimo odnos, tako kot to počnemo na družbenih omrežjih. Tako da, če še nimaš dobrega call to action, razmisli, kaj bi to lahko bilo. Kaj bi bil tisti edini klikabilen link, ki ga imaš na Facebooku in Instagramu, kam bo vodil tvojega sledilca, kam želiš, da ga vodi. Torej, če je to tvoja spletna stran, super. Če nimaš spletne strani, ga moraš peljati nekam drugam. Okay? Lahko se narediš kakšno anketo in zato izkoristiš recimo Google Documents, ki je gratis. Lahko imaš kakšen pop-up, ja, ki si ga ustvariš, lahko kar v Mailchimpu, ki je spet gratis. Lahko imaš kakršenkoli feed, mogoče lahko to knjižica, mogoče lahko to kakšen nasvet, mogoče lahko to kakšen popust. Tukaj domišljija nima nobenih meja, ampak poskrbi, da bo ta call to action, ta klikabilen link res dober. Če imaš spletno stran, je pa odločitev tako ali tako na dlani. Kakšen pa mora biti call to action, ki ga delamo mi pod našimi objavami? Se pravi, vedno, ko mi naredimo objavo na Facebooku, na Instagramu ali kateremkoli drugem družbenem omrežju, ki ga uporabljamo, moramo poleg besedila, ki mora biti spet super, koristno, daljše, zanimivo, uporabiti na koncu call to action. Call to action ni nič drugega kot neko vprašanje, ki ga mi postavimo našemu sledilcu, da on reagira na našo objavo. In torej, ali postavljaš call to action, ali svoje sledilce karkoli vprašaš. Kakšno je najbolj vprašanje? Če ste na začetku, če nimate veliko engagementa, kar pomeni, da ljudje niso ravno ful zagreti za to, da bi reagirali na vaše objave in ful komentirali, ne pomeni, da ne postavljate vprašanj ali da postavljate napačna vprašanja, se pravi preveč dolga vprašanja oziroma preveč odprta. Kakšen je bil pa vaš dan, ni dobro vprašanje, da vam ljudje odgovarjajo. Če nimate torej dobrega engagementa, začnite z vprašanji, kot so recimo, kaj rajši piješ, kavo ali čaj? Dajte mi opcijo, da bodo odgovarjali kava, čaj. Ali imaš rajši lepo vreme ali slabo vreme? Imaš rajši gore ali morje? Ja, takšna vprašanja naj bodo na začetku, da se bo vaš engagement začel dvigovati, da bo ljudje začeli komentirati. In potem, ko bodo bolj
vešči tega, ko bodo bolj komentirali, lahko začneš postavljati drugačna vprašanja. Super je, da je vprašanje vezano na vsebino, o kateri vi pišete, ker če vi pišete o tem, kako moramo imeti rumeno obleko letos, ker je full in zem barva, call to action je pa recimo, kakšne čevlje imaš najrajši, oziroma imaš rajši superge ali čevlje z visoko peto, se mora tvoj tekst končati tako, da lahko postaviš to vprašanje. Če ne, pa boljše, da postaviš vprašanje, ali ti tudi nosiš trendovske barve, ali si bolj za klasiko. Tako da, tvoja domača naloga je, da seveda začneš uporabljati call to action in s tem spodbudiš svoje sledilce, da bodo dejansko komentirali tvoje objave. In se veste, kako smo ljudje kot ovce, tam, kjer se nekaj dogaja, tja gremo. In ko bodo ljudje videli, da tam se nekaj dogaja pod tvojo objavo, ljudje komentirajo na tvojem profilu, bodo tudi ostali, ki mogoče malo spijo, tvoji sledilci, začeli komentirati. In s tem, ko ljudje komentirajo, lajkajo, šerejo, sevajo tvojo vsebino, tudi Instagram in Facebook začneta tvojo vsebino kazati večjemu številu tvojih sledilcev. Ker na začetku jo prikazuje od 3 do 5% sledilcev, samo to, ne nič več, samo to, žal samo to. Čiste šokirani, verjamem, res je. Ampak, če pa ta vsebina komentirana, če je ta vsebina lajkana, če ljudje radi šerejo, se pravi delijo na storijih, na svojem zidu na Facebooku ali pa na storijih na Facebooku ali Instagramu, potem jo začneta Facebook in Instagram prikazovati širšemu občinstvu in tako. Lahko dejansko pridemo do večje baze ljudi, tudi do 10%. Ja, ste vedeli to? Zdaj veste. In če še torej ne uporabljate call to action, začnite danes in kmalu, obljubim, boste videli bolj dobre odzive. Kmalu se vrnem z novimi nasveti, triki in heki. Se vidimo? Čau!